Zgodovinar Janko Prunk je pred kratkim pojem tajkunizacija vpeljal tudi na področje visokega šolstva. Komentar, dekan fakultete za kemijo, Stane Pejovnik. Dober dan. Dober dan. Samo ugibamo lahko, kakšen bi bil odmev, če bi iste stavke, kot jih je povedal kolega Prunk ob odstopu, svojem seveda izrekla sedanja rektorica Univerze v Ljubljani. Znam pa si predstavljati, kaj bi povedali ugledni člani vladajoče stranke. In trdno sem prepričan, da bi vsak svoj nastop končal s trditvijo, da v celoti in brezpogojno podpirajo na znanju temelječo družbo, Lizbonsko deklaracijo, Bolonjsko reformo. Pa jim lahko verjamemo? Odgovor je žal en sam: ne. Ali je to naklepno, ali zaradi neumnosti in neznanja, ali zaradi privatnih zaslužkarskih interesov, Prunk bi rekel tajkunizacija visokega šolstva, je pravzaprav vseeno. Če bi država resnično stremela k uveljavitvi na znanju temelječe družbe, bi vsaj za ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo imenovala na znanju temelječe vodstvo. Vrhunski uradnik, kar lahko da celo ministrica je, ne more niti približno razumeti, zakaj je Evropska unija vpeljala Evropski raziskovalni svet in znatno podprla temeljne raziskave. Vrhunski uradnik bo kot papiga ponavljal staro paradigmo o potrebnosti uporabne znanosti. Če bi država resnično želela kvalitetno izvesti bolonjsko reformo, bi najprej ocenila, koliko ta reforma stane in v proračunu namenila ustrezna sredstva. Dejansko pa poslušamo govoričenje o podpiranju reforme, sredstva na študenta, za izvedbo študija pa v Sloveniji padajo. Kako je to mogoče, če predsednik vlade, finančni minister in vsi ostali poznavalci, v narekovaju seveda, govorijo o večanju sredstev za visokošolsko izobraževanje in deležu bruto nacionalnega prihodka, ki naj bi bil večji celo od povprečja v Evropi? Rešitev je preprosta v tem, da v proračunsko vsoto prištejejo štipendije, stroške za študentsko prehrano, vse socialne transfere in tako dobimo svetilnik. Žal bo to mogoče le do prvega trka ladje na čeri, ker našega virtualnega svetilnika, narejenega s proračunsko matematiko, ladja ne bo opazila. Zato je odstop kolega Prunka koristno in pogumno dejanje. Janko, hvala, saj si nam omogočil, da spregovorimo o resničnih problemih in čas je, da naredimo resno analizo in pripravimo resne ukrepe, da bomo ostali v stiku z na znanju temelječimi družbami. Janko, res pa je tudi to, da ti ne damo odpustka za vse fakultete, ki si jih skupno z ostalimi v zadnjem času ustanovil.